večer! Pozdravljeni! Vítame vás Češi, ekipa Češke republike iz mesta Jihlava. Kalos iestate Kefalonia elata! Grki so iz Kefalonije! Ciao Azzurri, Italija, mesto Arezzo iz Apeninskega polotoka. Isten hozott benneteket magyarok Kalocsa! Mađarska ekipa iz Kaloče! Sredozemski otok Malta in mesto Melilla. Bem-vindos portugueses! Moura! Iz mesta Moura prihaja ekipa, ki tekmuje za Portugalsko. Vale Uncernone iz Ticina za Švico. Andiamo Svizzera! Kreuzauer Camry Wrexham! Iz Wrexhama prihaja ekipa Walesa v Veliki Britaniji. In zadnji, domačini, za Slovenijo, ekipa Ljubljane! Srečno, Slovenci! Srečno! Lepo pozdravljam najprej vas, drage gledalke in gledalci Slovenske televizije, potem pa tudi vse tiste, ki nas spremljate v Veliki Britaniji, na Portugalskem, na Malti, v Italiji, Švici, na Češkem, Mađarskem in v Grčiji. Dobrodošli v Ljubljani! Lep pozdrav in lep večer tudi vsem, ki ste se zbrali na tribunah centralnega stadiona za Bežigradom. Pozdravljeni v Ljubljani, glavnem mestu Slovenije. In videli boste, Ljubljana je lepa. Ljubljana je srednje evropsko mesto na križišču poti in kultur z bogato zgodovinsko preteklostjo in sodobnim življenjskim utripom. Je glavno mesto v pravem pomenu besede, politično, gospodarsko, znanstveno in kulturno središče. Ponaša se tudi z bogato sejemsko tradicijo. Srce in duša mesta so nedvomno baročno jedro pod zelenjem grajskega pobočja, secesijske palače in arhitekturna dediščina svetovno znanega arhitekta Jožeta Plečnika. Nabrežja reke Ljubljanice povezujejo številni mostovi. Poseben čar dajejo mestu zeleni parki in gozdovi, ki segajo skoraj v središče. Od pomladi do zime se v Ljubljani zvrsti veliko število tradicionalnih prireditev. V poletnih mesecih zaživijo ljubljanske ulice in trgi kot prizorišče živahne kulturne dejavnosti v okviru prireditve Poletje v Stari Ljubljani. V prelepem ambientu Plečnikovega poletnega gledališča Križanke potekajo glasbene, gledališke in baletne predstave priznanih domačih in tujih umetnikov. Ljubljana je znana tudi kot prireditelj različnih vrhunskih športnih tekmovanj in mnogi znani športniki, ki so ponesli ime Slovenije in Ljubljane v svet, so doma prav v slovenski prestolnici. Ne smemo pozabiti na prireditve, kot so Fotoantika, Mednarodni grafični bienale in nenazadnje Mednarodni vinogradniški in vinarski sejem Vino. Mednarodna žirija je Ljubljani podelila laskav naziv Mesto vina in trte. Sicer pa ljubljanski vsakdan plemenitijo izbrani umetniški programi mnogih kulturnih ustanov, ki delujejo v mestu. Samo v Cankarjevem domu, osrednjem kongresnem in kulturnem centru, se letno zvrsti okrog 700 različnih prireditev. Letos Ljubljana praznuje 850-letnico prve omembe mestnega imena v pisanih virih. Mnoge prireditve, med njimi tudi igre brez meja na centralnem stadionu, potekajo v znamenju tega pomembnega jubileja. In tu v centralnem stadionu za Bežigradom je v zadnjih 3 julijskih tednih zrasla še ena Ljubljana. Prav gotovo boste spoznali frančiškansko cerkev, ki kraljuje nad Prešernovim trgom, pa nunsko cerkev, ki daje poseben pečat Kongresnemu trgu. Tu z nama pa so tudi komentatorji iz 8 evropskih držav, najni stari znanci. Iz Češke televizije prihaja Marcela. Dobri večer, Marcela. Dobar večer Špela, dobar večer Gregor, dobar večer Ljubljana. Hvala za prijatnu dobrodošlicu. A Jihlavace Bojova? Iz Grčije je v Ljubljano prišla Dafni. Kalispera, Dafni. Dobar večer, starijo meni Slovenija, za bakterija Moreseno, rapuni prosim spremljati. Za italijansko televizijo spremlja igre brez meja Ettore. Buonasera, Ettore. Ljubljana vuol dire amore.
MTV, mađarska televizija, ima v Ljubljani odlično Doročo in Gaborja. Gabor zdaj le komentira v živo, zato ga ni z nami, je pa tu Doroča. Jo ešte Doroča. Jo ešte Gregor, dobri večer Ljubljana. Želim vam prijetne igre, želim vam veliko sreče. Prizorišče je zelo lepo in tudi Ljubljana je zelo lepo mesto. Na Malti je bil naš gostitelj, danes pa ga gostimo mi. John, Kipintom. Kipinti, dober večer Spela, Gregor, Ljubljana. Annen sabotaje po naugural kolħat li kollu lobtaje, specialmente tim tal-Melliħa. Hvala lepa, Ljubljana. Kristina povezuje igre brez meja za portugalsko televizijo. Buon noć, Kristina. Večer, Gregor. Večer, Ljubljana in srečno mora. Iz švicarske televizije prihaja voditeljski par, to sta Katerina in Paolo. Buonasera a tutti due. Buonasera al pubblico dell'Eurovisione e a tutte le squadre europee. Srećna Slovenija! Buonasera amici sloveni, voglio mandare un caloroso saluto alla Svizzera, alla nostra squadra di Valle Onsernone. Forza ragazzi! Iz Walesa pa sta v Ljubljano prišla Nija in Istin. No sveta Nija, no sveta Istin. Do sveta, dobri večer, rada imam Slovenija. No sveta, Slovenija je lepa dežalu. Bravo, thank you. Igre brez meja letos praznujejo 25. rojstni dan in so velika zabavna in turistična prireditev Eurovizije. Ne gre pa le za družabnost, gre za tekmovanje. Kjer se tekmuje so pravila, kjer so pravila so sodniki. Sodniki so iz 10 držav, vodi pa jih glavni sodnik, gospod Denis Petiot. Tako, zdaj vemo vse in igre brez meja v Ljubljani se lahko začnejo.
prvo igro smo dobili v Predjamskem gradu v neposrednji bližini Postojnske jame. Tu je nekoč živel vitez Erazem, ki ni ubogal cesarja. Iz njegovih izterjevalcev, ki so ga obkolili, se je norčeval, metal jim je hrano, ki jo je dobival po skrivnih poteh. Potem pa ga je izdal služabnik, ki je prižgal baklo nad mestom, kamor se je Erazem napotil po obilni večerji. Svojevrstna, romantična zgodba o vitezu, ki je svoje življenje končal na stranišču. Tu pa so 4 Erazmi, ki v spalnih srajcah čakajo vsak na svojo bridko smrt. Koga bo prej pobralo, je odvisno od streljcev pod grajskim gričem. Na voljo imajo 2 minuti. Na Ljubljanskem gradu pa vedno visijo stave, pokažejo pa se tudi džokerji. V tej igri Švicarji vijoličasti stavijo na rumene Madžare, stave, džokerja pa ni. Streljcem pod gradom poveljuje Deni. Za Slovenijo bo Erazem Lorin. V prvem krogu prve igre pa poleg slovenskega Erazma sodelujejo še malteški Erazem, češki Erazem in grški Erazem. Napadajo pa jih Madžari, Britanci, Portugalci in Italijani. Italijani so svetlo-modri, Portugalci svetlo-zeleni, Britanci rdeči in Madžari rumeni. Tekmovalci morajo najprej prižgati baklo nad gradom, šele potem lahko premaknejo katapult in začnejo streljati. Prav obstreljevanje Erazmi lahko iz gradu mečajo hrano, to so prave kokoši, gnjati, pa hlebci kruha. Štejejo le tisti zadetki, ki padejo v grad. Kdor večkrat zadane, kdor hitreje zadane, zmaga. Dobro gre Madžarom, a Portugalcem katapulti so narejeni iz lesa, vendar pa so vojščaki tako močni, da so se večkrat pokvarili, pa smo jih morali ojačati z raznimi železnimi deli. Britanci neusmiljeno tolčejo po ubogem češkem Erazmu. Tudi Madžari so se kar lepo spravili na svojega Grka. Portugalci imajo nekaj težav s Slovencem. Ja, Erazmi se znajo braniti. So Italijani. Zadnje kroglje. Sicer balončki napolnjeni z vodo, vsaka ekipa jih je dobila 40 v 2 škafih. Deni bo vsak trenutek zapiskal in prvega kroga bo konec. Konec je. V prvem teku prve igre daleč najboljši Madžari, 25 zadetkov, potem Portugalci in Valežani s po 18, Italijani s 6. Pozdrav iz Švice. Divja, neprijazna in nerodovitna dolina, kakor jo je opisal Piero Biancoli, zvesto ohranja dokaze o svoji preteklosti, ponosna pa je tudi na svoje najnovejše pridobitve, kakršna je na primer Rousseaujev center, ki je zrasel iz skupnega hotenja vseh prebivalcev. Ob pobočja gora stisnjene vasi s svojimi lepo obnovljenimi hišami, ki jih pogosto krasijo rože, ponujajo obiskovalcem zanimiva presenečenja in veliko gostoljubnost. Vsak hip se bodo v drugo prižgale izdajalske bakle in nič hudega sluteči Erazmi bodo spoznali bridko resnico. Na drugo streljanje kliče Deni! Slovenska vojska v drugem krogu so Zoran, Rok, Katja in Nada. Poleg Slovencev se bodo borili tudi Maltežani, beli so, Čehi oranžni in Grki modri. Našo barvo poznate, zelena vendar. Naša bakla že gori. Zdaj se lahko premakne katapult na oddaljenost 7 metrov od gradu
Tudi malteški katapult gre tja. Ja, pri katapultih je gneča, med katapulti je samo 1 meter prostora. Ravno toliko, da se tja skrijeta 2 škafa s po 20 balončki vode, krogljami seveda. To so grški strelci. Obstreljujejo pa Italijano. Malteška vojska je napadla portugalskega Erasma in slovenska vojska tolče po Britancu. Ta se brani skozi hrane, ne pomaga mu kaj dosti. Bistro oko slovenskih vojakov nam bo prineslo veliko točk v tej igri. Seveda zmagovalec bo tisti, ki bo večkrat zadel notranjost gradu. Večina Erasmov je zmetala že vso hrano z gradu. Tako se Grk zdaj brani. Portugalec gleda. Maltežani pa streljajo, neusmiljeno. Tudi naši po Britancu. Tudi Britancu je očitno že zmanjkalo hrane, vsak čas pa bo Denis zapiskal in tudi drugega kroga prve igre v Ljubljani bo konec. Še nekaj zadetkov za Čehe in naše odlično. Bravo, še eden. In Denijo žvižk. Kaj bodo pokazali sodniki? V drugem krogu prve igre zelo uspešni Grki s 25 zadetki, potem češki strelci z 19, slovenski s 17 in potem Maltežani s 15 zadetki. Nismo mogli šteti balon, ampak mislim, da nam je vaja kar šla. V prvi igri torej 9 točk za Grčijo, 8 za Madžarsko in prav tako 8 za Švico, ki je stavila na Madžare, pa 4 točke za Slovenijo. In še vrstni red po prvi igri. Na prvem mestu Kefalonija z 9 točkami. Drugo mesto delita Valeon Zernone in Kaločas po 8, Ljubljana zaenkrat na 7. mestu s 4 točkami. Martin Krpan, slovenski narodni junak, združuje 2 motiva povezana z zgodovinskimi dejstvi. Prvi je tovorništvo, ki je na naših tleh cvetelo med 13. in 15. stoletjem, drugi pa izvira iz velike turške nevarnosti in turških upadov na naša tla. Martin Krpan, najpopularnejši junak slovenskega ljudskega izročila, bo v igrah brez meja tovoril sol. Krpani v igrah brez meja cesarja sicer ne bodo srečali, pot pa kljub temu ne bo gladka. Od začetka do konca bo treba tovoriti vreče soli na kobilici, ki ni prav trdna v nogah, pa še vreč bo vedno več. Pot bo Krpane vodila skozi snežne zamete in skozi gozd. Zmagal pa bo tisti Krpan, ki bo prvi z vsemi vrečami na kobilici prišel na cilj. V drugi igri stavi Madžarska na valeškega Krpana. Na zasneženo pot skozi gozd pa bo vse Krpane poslal Denis. V prvem krogu nastopajo rdeči valeški Krpan, beli malteški Krpan, pa švicarski in portugalski Krpan. Vsak Krpan si najprej naloži kobilico na ramo, potem pa na njej tovori sol, ki je v tehle vrečah. Vreče tehtajo samo po 70 dekagramov. Vendar pa so kljub temu velika ovira za tele fante, Krpane, ki se trudijo, da bi jih naložili na kobilico. Najbolj jih pri tem ovirajo njihovi veliki kostumi. Krpan je bil seveda človek velikan. In ta oblačila so tako velika, da lahko vanje stopi kar 3 ljudi. Močno jih ovirajo tudi klobuki. Pritrjeni so sicer z močno elastiko, vendar jih kobilica zlahka potisne z glave. Valeški Krpan že končuje. Že včeraj na generalki je bil odličen, daleč najboljši in potem je rekel, da ne ve sploh, v čem je problem v tej igri. On sam je kmet, doma striže ovce in jih takrat tudi večkrat prenaša na hrbtu.
Tele kobilice so težke približno 40 kg in najbrž je marsikatera ovca še težja. Portugalski Karpan se trudi šele z drugo vrečo. Na začetku smo imeli 3x po 3 pare vreč. Potem pa smo ugotovili, da je tudi 3x po 2 para dovolj. Na generalki so bili fantje tako zagreti, da so kar 3 konjem polomili noge, enega pa so celo prepolovili. Zdaj imajo konji močno verigo, tam, kjer se prepogibajo, tako da res ne grejo več na razen. Tudi če ga kakšen besen Karpan vrže po tleh, tako kot se je zgodilo na generalki. Ali pa če takole pade. Smrečice v gozdu so na gibljivih palicah za slalom, tako da ne ovirajo Karpana prav preveč. Malo pa vendarle se mora potruditi. Malteški Karpan je podlegel pod svojo kobilico. Fantje z Malte so vsi precej majhne rasti, pa tudi bolj šibki so, tako da za Karpane res niso najbolj primerni. Švicarju je uspelo priti čez zamet in zdaj še v zadnji gozd, a Denijev žvižg. Tukajle pa se veseli Edward Blake, brivecovac iz Walesa. V prvem delu druge igre daleč najmočnejši britanski Martin Karpan. Za njim so zaostali tako Portugalec, Švicar kot Maltežan. Pozdrav z Madžarske. Kaloča je najstarejše mesto med Donavo in Tiso, najpomembnejšima madžarskima rekama. Astrik je krono za prvega kralja prinesel od samega papeža. Sveti Štefan ga je imenoval za škofa mestne škofije. V škofijski knjižnici hranijo bogato zbirko dragocenih knjig starih več stoletij. Mesto je znano po vsem svetu zaradi paprike, ki je tu glavni pridelek. Edinstvena folklora Kaloče je slavna širom po svetu. Kobilice so si odpočile, novi Karpani so zamenjali prejšnje. Tihotapljenje soli skozi gozdove in zamete se lahko spet začne. Vso to goljufanje države bo mirno opazoval Deni. Sergej, 23-letni študent fakultete za šport, bo slovenski Karpan. Z njim se bodo v tihotapljenju pomerili še svetlomodri Italijan, oranžni Čeh in temnomodri Grk. Če Karpan vreča s soljo pade na tla, jo mora pobrati, preden nadaljuje pot. Karpani so smešni. Glejte jih in se smejte. V drugem krogu je najbolj spreten italijanski Karpan, ki je že na cilju.
Konec. Drugi krog druge igre so dobili Italijani, za njimi Čehi, potem Slovenci in na 4. mestu Grki. Bilo zelo naporno, bolj kot smo pričakovali. Kostum je zelo oviral, tako da vidljivost je bila slabo. Klobuk je lezel, na oči nič se ni dal videti. In tudi zelo široki so ramena, ne moreš rok stegnati in obila leze. Težko, res težko. Zmaga v drugi igri gre v Veliko Britanijo, v Wales. Drugi so Italijani, tretji Čehi in 6 točk, 4. mesto za slovenskega Martina Krpana. Bravo, Sergej! Po drugi igri ostaja v vodstvu Madžarska s 17 točkami, drugi je Jihlava 14 in Wrexham. Na 4. mestu skupaj Valleon Sernone in Kefalonia, Ljubljana 6. Slovenski kozolci, ponos ljudskega stavbarstva, sodijo med največje značilnosti slovenskega ozemlja. Predstavljajo sožitje lepega in uporabnega. Najenostavnejši so enojni kozolci. Vrhunec kozolčarske arhitekture pa so dvojni ali vezani kozolci, imenovani tudi toplerji. Predstavljajo paleto vrhunskega tesarskega znanja. Spretni tesarji so za izdelavo teh kozolcev uporabili več dni. Naši imajo na voljo le 2 minuti in pol. Sicer pa so večino dela za njih tako ali tako opravili drugi. Tesarji v tretji igri torej čakajo le rante, brane, streha in hlapec. Na Ljubljanskem gradu pa Grki stavijo na Madžarsko. Džokerja v tej igri pa za Švico. Gradnjo slovenskega kozolca bo nadzoroval skupaj s pomočniki seveda Deni. V tretji igri bodo za Slovenijo gradili Zoran, Nataša in Eva. Poleg Slovencev v prvem krogu še Madžari, rumeni, Portugalci svetlo-zeleni in Maltežani beli. Tesarji iz 4 držav morajo sestaviti 16 delov kozolca, to je 10 rant, potem 3 kosi strehe, 2 brani in hlapca. To je stol, na katerega se na koncu vsi trije usedejo in igra se tako konča. Vsak tekmovalec lahko naenkrat privleče do kozolca le 2 sestavna dela. Najbolje je sestaviti najprej rante, tako kot to počne ljubljanska ekipa. Na koncu se vedno štejejo samo tisti deli, ki so v kozolcu, veliko lažje pa je vstavljati rante, kot pokrivati streho. To sta zadnji 2 ranti za ljubljansko ekipo. Zdaj je našim ostala še streha in brane. Tule se z branami mučijo Madžari. Pa Maltežani. Malteški in portugalski kozolec še nista pokrita. Našemu manjka še en kos strehe. Tole je predzadnji kos strehe za Slovenijo, pokrit ni le še sprednji kotiček kozolca. In še zadnji kos strehe slovenskega kozolca. Ob strani naš sodnik, oziroma sodnik, ki sodi nam, to je Carlos Silva, Portugalec. Maltežani so pozabili nekaj svojih sestavnih delov. Portugalci pa še vedno nimajo pokrite strehe. No, naši pa že na stolčku. Še Eva skoči gor. In konec za Slovenijo. Bravo, Ljubljana, bravo, Ljubljana.
To je zmaga v prvem krogu tretje igre. A Madžari imajo pa težavo z brano. Pa prednji del strehe malteškega kozolca, pa portugalskega kozolca in konec igre, da ni je zapiskal. Ja, kdo zna najbolje sestavljati slovenski kozolec? Slovenci seveda! Zmaga v prvem teku tretje igre. Za njimi Maltežani, potem Madžari in še Portugalci. Kozolci so bili na generalki, smo zafarkali, ne, zdaj smo se pa kar fan zmenili, ne. In je šlo, ne, vidite, prvi so bili. Hvala. Kefalonija je največji jonski otok. Miren in divji, svetlo-zelen z neskončnimi božanskimi plažami, pa tudi strmimi skalnatimi stenami. Usojeno ji je bilo, da postane otok velikih nasprotij. Povzpnite se na goro Ainos, ki jo prekrivajo edinstvene kefalinske jelke. Obiščite jami Melisani in Drogarati, čudoviti zaliv Mirto in slikovite vasi. Sprehodite se ob obali, uživajte na prekrasnih plažah Platisu in Makris Jalos. Kozolec, ki je bil dobro zgrajen, je kljuboval dolgo časa, dolga leta in preživel več generacij. Naše je mogoče sestaviti v dobrih 2 minutah, podreti pa še prej. Kosi so spet na začetku poti. Kdaj bodo sestavili v drugo, bo z žvižgom označil Danini. V drugem krogu bodo slovenski kozolec sestavljali Švicarji, Čehi, Italijani in Britanci. Švicarji so vijoličasti, Čehi oranžni, Italijani modri in Britanci rdeči. Spet veljajo ista pravila, vsak tekmovalec le po 2 kosa. Naenkrat. Hitro gradijo tam Italijani, tole je Švicarka. Švicarji najprej sestavljajo streho. Tole je drugo švicarsko dekle, gibčno, poskočno v tem kratkem krilcu. No, tu je njena kolegica. Pa Italijani. Hitro gradijo Italijani, zadnji kos strehe italijanskega kozolca. Švicarka pa še kar vlači rante. Italijani nosijo zadnji del strehe. Streho je relativno lahko zatakniti, vendar pa mora biti človek natančen. No, to so švicarske rante. Še 2 ali 3 manjkajo, pa britanski del strehe. Streha se zatakne. Ja, tekmovalci pa imajo največ težav z branami. Od začetka smo mislili, da bodo sestavili 4 brane, vendar pa je preveč zahtevno. Na generalki so nekateri porabili kar 1,5 minute za ti 2 ubogi brani, da so jih zataknili na kozolec. Tamle končujejo Švicarji. Ja, še brana jim manjka, pa vsi na hlapca. Švicarski hlapec bo kmalu stal. Kako pa je zdaj z italijanskim in britanskim kozolcem? Sestavljena sta, oba sta sestavljena. Švicarji, v ozadju resen sodnik, ki sodi Švici, naš Aleš. Ja, z branami je največ težav, ubogi Švicarji. No, 2,5 minute imajo časa. In da ni odpiskal konec. Kdo je zmagal v drugem krogu?
Opala, v drugem teku mnogo uspešnejši tesarji. Kar 3 skupine so sestavile cel kozolec. Najhitrejši so bili Čehi, takoj za njimi Italijani in potem še Britanci. Švicarji pa niso bili tako uspešni. 14 kosov za Švicarje. Vrstni red v tej igri, 9 točk za Čehe, ki so ustavili džokerja. Tisto na začetku je bil češki, ne švicarski džoker. Potem Italijani z 8 točkami, za Slovenijo 6 točk. In vrstni red po tretji igri. Na prvem mestu Jihlava, 32 točk. Drugo mesto Wrexham, 21. Ljubljana pa napreduje, zaenkrat na 5. mestu s 16 točkami. Ljubljana je vinsko mesto. Njen mednarodni sejem vino bo letos praznoval 40-letnico. Ljubljana je prav zaradi velikega slovesa tega sejma dobila mednarodni naziv mesto vina in trte. Vsakoletni vinski sejem, ohranjene mestne kleti in razvita sodarska obrt pa so nas napeljali na misel za naslednjo igro. Sodi, ki jih bodo valili od vrat do vrat, niso nikakršni igralni rekviziti. Tole so čisto pravi, hrastovi vinski sodi. Samo rujna kapljica jih še ni napojila. Popolnoma novi so in na poti proti cilju bodo muhasto vijugali. Zato bodo poskrbeli fantje, ki bodo podnje metali lesene kocke. Zmagala pa bo tista ekipa, ki bo prva prevalila vse 3 sode na drugo stran in zlezla vanje. V tej igri stavi Slovenija na Madžarsko. Opala, tudi štart te igre bo svojim žvižgom označil Dani. Republik Čeh, s'il vous plaît. Attention. Next. V tej igri bodo valili sode oranžni Čehi, beli Maltežani, rumeni Madžari in rdeči Britanci. Za madžarsko ekipo, ki bo tudi nam priborila svoje točke, nastopata 2 Zoltana in 1 Žoltne. Tukaj so Madžari, ovira jih Portugalec. S temi lesenimi kockami na razpolago jih ima 10 in vsako lahko vrže le enkrat. Madžarska tekmovalka je spretna. Na koncu vsod samo glava lahko gleda ven in potem naslednji tekmovalec. Že zadnji Madžar je šel na pot. Sod se mora na koncu samo dotikati tele okrogle oznake na tleh. Ni potrebno, da je točno na njej. Ja, sod je težak, kar 70 kg tehta. Čehi so zaenkrat najhitrejši. Ampak Madžari ne zaostajajo dosti za njimi. Portugalec, ki ovira Madžare, je zelo spreten. Upam, da to Madžarov ne bo preveč oviralo. Ja, Čeh bo malo hitrejši. Konec za Čehe in tudi za Madžare. Še Maltežani in Britanci. Ops!
V prvem delu četrte igre so bili najhitrejši Čehi, le 3 sekunde za njimi pa Mađari. In potem še Britanci in Maltežani. Slovenska razglednica. V sredo 20. julija je šla po ljubljanskih ulicah povorka Iger brez meja. V njej so se sprehodili kočevske maržoretke, velška godba na pihala in udeleženci iger v vseh tipičnih kostumih. Po Miklošičevi čez Tromostovje do vodnjaka 3 kranjskih rek pred Rotovžem. Tako smo gostom iz 8 evropskih držav pokazali staro Ljubljano in s Tromostovjem najlepši del Plečnikove zapuščine. Približno 70 kg težki trebušasti sodi so spet na začetku svoje poti. Tekmovalci bodo proti cilju zavalili, ko jim bo to dovolil Denis. Attention. V drugem krogu roza Švicari, temno-modri Grki, svetlo-zeleni Portugalci in svetlo-modri Italijani. Grke ovira beli Maltežani. Mađar pa Portugalce in tukaj Valežan Italijani. Pri valjenju soda morajo biti sodarji precej pazljivi, kajti če preveč udarijo ob tole steno in pade leseni kozarček na tla, ga je treba pobrati in se za toliko časa ustaviti. Naša ekipa je tole igro zelo dobro naštudirala, potem pa je žreb določil, da prav v njej ne bodo sodelovali. Vendar naši ne izgubljajo upanja, največ stavijo na zadnje igre. Čeprav vem, bodo tudi na predzadnjo igro stavili svojega džokarja, torej računajo na dobro uvrstitev. Prej Švicarka ali Portugalec? Portugalec je končal, pa Švicarka in Italijani. Grkinji pa ni uspela. Drugi del četrte igre so dobili Portugalci, spet 3 sekunde za njimi Švicari in sekundo za Švicari Italijani, zadnji pa Grki. Zmagovalci četrte igre Čehi, drugi Mađari in z njimi Slovenci skupaj 8 točk. Tretji Portugalci, slabo pa za Grke, zadnji. Po četrti igri ostaja v vodstvu Jihlava, 41 točk, 28 točk druga Kaloča, Wrexham tretji, Ljubljana pa četrta, 24 točk. Čebeli panji, imenovani kraniči, so se ponašali z lepo poslikanimi panskimi končnicami.
Pročelja naših nekdanjih čebelnjakov so bila najlepše galerije ustvarjanja neznanih mojstrov. Ti so od sredine 18. pa do konca 19. stoletja poslikavali končnice čebeljih panjev. Pri teh poslikavah se zrcali ljudska modrost in odnos našega človeka do sveta, pa tudi njegova bistrost, neumnosti in stranpoti. Zgodba španske končnice bo zdaj zaživela v igrah brez meja. Kdor bo hotel iz 3 stark narediti 3 mladenke, bo moral biti silno spreten. Starke že čakajo, mlin je pripravljen, mož je nestrpen, postelja pa je pripravljena za mladenke. Na Ljubljanskem gradu Wales stavi na Švico, džokerje pa Švicarji, Grki in Maltežani. Nadzoroval bo to delanje iz ta starih ta mlade, sam sodnik gospod Denis. Za Slovenijo bodo tekmovali Rok, Katja, Nada in Nataša. 3 stare babe in pogumni mlinar. V prvem krogu poleg Slovencev še Madžari, Maltežani in Čehi. Prva slovenska stara baba je že pri mlinu, zdaj mora fant skočiti v kolo, se 2-krat zavrtiti, dokler ne zacinglja zvonček, potem pa lahko lepotica pride iz mlina, fant jo naloži na rame in jo odnese v toplo posteljo, pripravljeno za počitek. No, neroden Madžar je pozabil na svojo lepotico, kako se lahko to Madžaru zgodi. Ja, groza, stare babe skačejo, v začetku smo mislili, da morajo drsati, no, zdaj skačejo do mlina, v mlinu se preoblečejo. Tole je slovenski mlinar. Lepotica ga že čaka v mlinu, vendar pa je prej treba za 2-krat zavrteti kolo. Kolo je težko, približno 200 kg. To je kar težko. No, tudi Čehu se je zgodilo, da je pozabil mladenko. Ja, kaj je z Madžari in Čehi? Ja, našemu se to ne bo zgodilo. Upajmo. Madžar nese že drugo v posteljo. Ja, v dvoje lepše. Čehinja čaka, tudi naša že čaka. Pa Maltežanka. Roku manjka v zbirki, deklet samo še ena mladenka. Zadnjo nese proti postelji. Še to položi kot vrečo krompirja. No, Maltežan je vmes izgubil svojo, mi pa smo končali. Tudi Madžari so že vsi pod odejo. Čeh pa se še trudi. Dajmo Čeh še zadnjič zavrti tole 200 kg težko kolo. Eni se crklajo, medtem ko drugi garajo. No, končno je Čehu uspelo. In tudi zadnja Čehinja bo kmalu spala. V veliki široki postelji. Še da ni ožviški in konec prvega kroga. V prvem teku 5. igre. Najhitrejši Madžari. 4 sekunde za njimi slovenski mlinar, potem češki in Maltežani s 3 točkami. Kako mi čakal, da bi jih prinesel v post, tako so bolj mladi. Sam nisem slišal zvonca, pri prvi nisem slišal zvonca. Verjetno 2-krat so žalost. Pozdrav iz Walesa. Wrexham je 3. največje mesto Walesa, največje na severu. Je živahno trgovsko središče z več industrijskimi conami v predmestju. Čudovita je arhitektura mestnega bazena, cerkev pa je eno izmed 7 čudes Walesa. Prav tako lepo je staro bivališče Plas Erdik v okolici mesta in reka Diffordville. Na drugi strani reke v Francisilju pa se nahajata kanal in akvadukt. Če vas postopek pomlajevanja resno zanima in če ga prvič niste popolnoma razumeli, si ga oglejte še enkrat.
Najvažnejše je seveda, da imate mlin. Ko se bo vrnil domov v Belgijo, bo to z mlini na veter gotovo poskusil tudi Dani. V drugem krogu pete igre bodo svoje stare babe zmleli Grki, Švicari, Portugalci in Italijani. No, Švicar prehiteva, Švicar misli, da gre kar tako hitro, malo se pa mora človek vendarle zaustaviti. Počasi Švicar. Bo drugi štart uspel? Ja, drugi štart je uspel. Svetlo-modri Italijani, temno-modri Grki, Švicari vijoličasti in svetlo-zeleni Portugalci. Italijan bo kmalu zmlel svojo prvo staro babo. Še dvakrat se zavrti v mlinu, da zvonček zacinglja. Ja, to pa je najlepši del igre, preoblačenje. Italijan pa že čaka pogumnega mlinarja. Tudi Grk. A Grkinja je malo pred njim prišla. Grk gre že drugič v mlin. Hitrost vrtenja mlinskega kolesa je določena. Do nesreče ne more priti. Portugalka, poskočna, stara baba. To pa je Italijanka, že tretja, če sem prav videl, že tretja. A Grk se trudi. Grk je položil na mehko pernico še zadnjo damo in skupaj so se skrili pod debelo odejo, seveda da jih nihče ne vidi. No, tudi Italijan. Zadnja za Italijana. Tole pa so Portugalci, kakšen skok kot na španskih bikoborbah. Stara baba naskočila v bogega mlinarja, ki jo je hotel rešiti. No, Revešera je pobegnil. Kaj pa če drugega? Ja, Portugalci zdaj nastopajo na tretji progi, se je na četrti mlin zataknil. Zato so prej, ko so ostale tri ekipe, in sicer Grki, Italijani in Švicarji, pridno mleli svoje stare babe, Portugalci počivali. No, Portugalec očitno nima sreče niti s starimi babami, niti z mladimi dekleti. Ja, prvo ima že v postelji. Zvonec se je oglasil. Hitro ven, pa dekle na rame in gremo. No, te vse izgubil ni. Druga za Portugalca. In še zadnja. Še zadnja in skok v posteljo, pod odejo, pa bo konec tudi za Portugalsko. Tako je. Kaj bodo pokazale ure? V drugem teku pete igre so enako hitro pomladili vse tri starke, Švicarji in Portugalci, malo za njimi še Grki in nazadnje Italijani v minuti in 40 sekundah. Vrstni red v peti igri. Najboljši Švicarji 9 točk. 9 točk so tako pridobili tudi Britancem, ki so stavili na njih. Džokerja Grki 12 točk, Slovenija 5 točk in Malta s slabim džokerjem 4 točke. In vrstni red po peti igri, torej na polovici tekmovanja. Prvo mesto Jihlava 44 točk, drugo mesto Valeon Zernone 39,
tretji Uregzam 36, četrta Kaloča 35, peta Ljubljana 29 točk in še Joker v rezervi. Slovenci pojedo več solate kot drugi Evropejci. Posebno cenjena je ljubljanska ledenka. V marsikateri evropski semenarni jo je mogoče kupiti. Trnovčanke, ki skrbi za sorto tako kot pred davnimi desetletji, tudi danes vozijo na tržnico z lesenimi dvokolesnimi vozički. Mestne oblasti tudi v sodobnih prometnih razmerah dovoljujejo in določajo smer njihovega vsakdanjega potovanja na tržnico. Polži so v vrtu velika nadlega, tudi ljubljanski ledenki ne prizanašajo. Zato bodo Trnovčanke v igrah brez meja hitele, da bi jo na trg spravile več, kot jo bosta požrešna polža uničila. Naenkrat lahko peljejo le 4 solate. Polži so sicer zelo počasne živali, ampak v igrah brez meja so urnejši, kot bi si človek mislil. V tej igri počivajo Čehi in svoje upe polagajo na madžarsko ekipo. Madžari zaupajo vase in vlagajo džokerja, prav tako pa Italijani s svojim džokerjem štartajo na dvojne točke. Česa polža pri uničevanju solate ne smeta, pa dobro vedo sodniki in dni. Eva, naša solatarica. Njen vrt bosta uničevala valeška polža. Na sosednjih vrtovih pa so še Italijanka, Grkinja in Maltežanka. Portugalska polža požirata solato na malteškem vrtu. Dober polž v svojo 42 kg težko hišico stlači kakšnih 4-5 solat. Ja, takole so se nekateri znašli in izkoristili luknjo v pravilih. Polži bi se namreč morali plaziti, tako kot polži to pač počnejo. Eni pa so se znašli in šli kar po kolenih. Madžari uničujejo italijanski vrt. Igre je konec, ko zmanjka solate, ali pa ko pretečeta 2 minuti in pol. Ura pa se ustavi, ko se branjevka postavi za stojnico. Solato mora lepo zložiti, kajti Grkinja je končala, kajti solata, ki leži na stojnici, ne šteje. Še zadnji 2 solati za Evo. Tudi Eva je končala. V prvem delu četrte igre je največ solate nabrala slovenska branjevka. 14 solat za Ljubljančanko. Vse ostale 3 ekipe so izenačene in so nabrale po 12 solat. Pozdrav z Češke. Med kostnatimi grički in romantičnimi dolinicami v Češko-Moravskem hribovju leži starodavno mestece Jihlava. Skozi mestece teče reka z istim imenom. Mesto je zraslo med gozdovi. Ljudje so se tam začeli naseljevati že v 12. in 13. stoletju. Zaradi bogatih najdišč srebrne rude se je zaspana vasica spremenila v pomembno središče.
V Ljubljani je zemlja na vrtovih tako rahla, da solata požene kar čez noč. O tem se lahko prepričate tudi sami, saj so populjene glave že prerasle nove. Temu se glasno čudi tudi Deni. Lorin in Sergej, slovenska polža. Nova sezona ljubljanske ledenke. Tokrat jo pobirajo rumena Madžarka, rdeča Britanka, roza Švicarka in svetlo-zelena Portugalka. Naša dva polža žreta solato na švicarski gredi. In spet goljufivi Grki. Polža morata lesti cik-cak. Na vsaki gredi lahko vzameta le eno solato. Solatarica pa na vsaki strani 2. Ko ima v vozičku 4 solate, pa se vrne do stojnice, kjer jih mora lepo zložiti. Lorin je, kot se za polža spodobi, pravi vegetarijanec. Požrl je že kakšnih 8 solat. To je enkratno. Za Švicarko to pomeni slab rezultat. Italijanska polža sta Valežanki naredila bolj malo škode. In utrujen. Švicarka nima več česa ponuditi. Valežanka, Portugalka in Madžarka pa še hodijo na tržnico. V drugem delu 6. igre največ solat za valežansko branjevko, takoj za njo Portugalska, potem Madžarska in na 4. mestu Švicarska. Ja, mislim, da je bila ta igra zelo uspešna. V primerjavi z generalko, ki sem imela dosti več težav za naravnalne solate na stojnico, ki so lističi v spodnji pod tiste čepac, ne. Kaž pa mislim, da je kar v redu, no, s tem. Dobro, ne, super. Všeč mi igra, ko stojnica nori, ne. Se res potrudila za vse skupaj, ne. Razno mi je všeč, super. Super vzdušje, ne. Ljubljana nas gleda, navijajo, super, bomba. Lahko bi bilo še v bistvu še več, ne. Moga biti v bistvu polno, ne. Gač pa mislim, da se kar dobro odvija. Upamo na najboljše, to lahko rečem. 6. igro je dobil rdeči Wales, za njim so svetlo-zeleni Portugalci in tretji Madžari z džokerjem 14 točk. Dobra stava Čehov, Slovenci pa 4. in 6 točk. V vodstvu po tej igri Jihlava 51 točk, druga Kaloča 49, tretji Wexham 45, Ljubljana 6. 35. Ribničani so doma kakih 50 km od Ljubljane. Med Slovenci so videli največ sveta. Kljub pritožbam mestnih trgovcev, da jim hodijo v zelje, so z odredbo cesarja Friderika III. Leta 1492 obdržali to pravico.
Ribničani so trgovali po vsej Avstriji in Ogrski, poti pa so jih vodile tudi v Italijo, Nemčijo, Španijo, Grčijo, po obalah Male Azije, Sirije in Egipta, vse do Indije. Ribničani so suho robo ponujali po vsej srednji in zahodnji Evropi. Prodajali so jo celo sezono in se včasih domov vračali z vrečo polno denarja, včasih pa revni kot cerkveni miši. Naši Ribničani bodo danes prodajali grablje, sito, škaf in ribežen. Gospodinja bo kupljeno preizkusila, šele potem bo lahko Ribničan odšel drugam. Na Ljubljanskem gradu stavi Wales, stavi Malta, na rumene Mađare, Jokerja pa vlagajo Portugalci. Denis, nous sommes prêts! Ribničan za Slovenijo Zoran, gospodinja pa je Katja. Poleg Slovencev v prvem krogu še Grki, Čehi in Italijani. Grki temnomodri, Slovenci temnozeleni, Čehi oranžni, Italijani svetlomodri. Gospodinja mora najprej natakniti kupljene grablje, potem mora presejati moko, pa oprati perilo in na koncu še naribati kumaro. Na generalki so imela dekleta veliko težav z natikanjem grabelj, očitno so se kar dobro naučila. To je grška gospodinja. Ja, kar zobmi odvija tole moko. Pa Italijanka. Tudi ona je že pri situ. Ja, sito je treba obesiti. Tako, tako. Naša gospodinja Katja pa ima težave z vrečko, z moko. Ne more jo odvezati. Ja, še en dokaz, veš, da našim nismo olajšali nobene naloge. Grkinja pa že pere perilo. Naša ima še vedno težave z vrečko. Očitno se je zavozlalo. Grkinja je že obesila. No, tu pa je naša. Dajmo, Katja. Pa Čehinja. Tudi Čehinja bo oprala perilo. Pa Katja. Ja, urna gospodinja. Trikrat je treba podrgniti. 1, 2, 3 in obesiti. Čehinja pa je že pri ribežnu. Kumaro je treba ribati, dokler ni zribana polovica. Vse to je označeno, tako da sodniki lažje nadzorujejo. Čeh je že v cilju. Poglejte, Grki so končali. Grka sta dobila prvi krog. Tudi Zoran je tam. Katja teče. Nekaj narobe s kumaro. Očitno ni naribala do konca. Ja, 4. mesto v prvem krogu. Pa poglejmo še čase. Najuspešnejša kupoprodaja v prvem krogu te igre Grčija, potem Italija, pa Češka in z malo smole Slovenija z 2 minutama četrta v prvem krogu. Ja, žal, jaz sem se trudila, ampak pri moki je bilo res zelo težko, zelo trdo prevezno, tako da nisem mogla hitreje. Žal, tako je. Vabilo na Malto. Meljeha je dobila ime po prastarih posodah za sol, ki so jih našli v bližini vasi. Vas leži na hribu, obdajajo pa jo številne rodovitne doline. V srednjem veku so Meljeho nenehno oblegali morski roparji, ki so plenili, ropali in uničevali vse, kar jim je prekrižalo pot. Danes ima vas več kulturnih ter športnih društev, v ponos pa so ji peščene plaže in odlični hoteli za vse vrste turistov. Na ribniški krošnji so bili na začetku poti po svetu tako rekoč vsi izdelki, od zobotrebcev do rešeta, in vsi so bili dobro privezani. Bolj ko se je pot odmikala od doma, bolj se je breme lajšalo. Žal pa mošnja z denarci Ribničana ni nikoli tako vlekla k tlom kot vse tole breme, ki si ga je naložil na začetku poti. Zato pa bo Ribničana, ki bo danes prvi prodal vso svojo suhorobo, posebej nagradil Denis. Attention,
Na pot v drugem krogu odhajajo Ribničani iz Švice, Portugalske, Madžarske in Velike Britanije, Walesa. Švicari so vijoličasti, Portugalci svetlo-zeleni, Madžari rumeni in Valežani rdeči. Madžarka je prva končala pri grabljah, Švicarka ima z grabljami težave. Ja, več težav z grabljami v tem drugem krogu kot v prvem. Švicarki so grablje zdaj skočile z ročaja, to bo morala popraviti. Ja, že popravlja. Švicarka se trudi, malo smole, pa Madžarka zdaj bo presejala tole moko v novem situ. Tudi Portugalka je pri situ. Portugalcem se še posebno mudi, saj so v to igro vložili džokerja. Portugalka bo zdaj oprala svojo žehto, Švicarka pa ima težave z moko. Tudi Madžarka bo prala. Trikrat podrgne in obesi, da lepo sperila. Tako. In Madžarki je ostala le še kumara. Ja, Britanka pa jo že riba. Hitro gor, dol, gor, dol. Kumara je naribana. Britanci so končali. V drugem krogu zmaga britanskega krošnjarja in gospodinje. Tudi Portugalca z džokerjem. Druga. Ja, pa za njimi takoj Madžari. Švicarka pa ima težave. Ja, zdaj le bo šele oprala svojo žehto. Počasna gospodinja nič kaj prida. No, ampak trudi se, polovico jo prostimo. Jo s tem ribanjem bo konec najnevarnejše igre v Ljubljani, saj je kri tekla kar dvakrat. Italijanska gospodinja se je namreč urezala na generalki in na sami oddaji. V drugem krogu sedme igre sta najhitreje opravila Britanca, potem Portugalca pa Madžara in nič sta prišla do konca Švicarja. V tej igri torej najboljši britanski Ribničan, potem enako grški, oba po 9 točk, Portugalci z džokerjem 12, Slovenci 3 točke. Vrstni red po sedmi igri v vodstvu še vedno Jihlava s 56 točkami. Drugo mesto delita Wrexham in Kaloča s 54, potem Moura in tako naprej do 8. mesta, ki ga ima zaenkrat Ljubljana, vendar je še džoker v rezervi. Lipica, odkoder prihajajo svetovni znani lipicanci, leži 100 km južno od Ljubljane. Slovenija sama pa predstavlja eno od znamenitih evropskih konjerejskih dežel. Ne samo 400 let dolga zgodovina Lipice, tudi upodobitev konj na vaški situli, najdbe konjske opreme iz keltskega in ilirskega obdobja pričajo o povezanosti človeka in konja na tem ozemlju. Tile konji, ki jih bodo vlekli naši konjari za rep, niso iz Lipice. Če bi bili, bi ne spuščali cekinov. Pa tudi za rep bi si jih nihče ne upa vleči. Vsak konjar ima 5 repov. Pri 3 se mu bodo pri potegu usuli cekini, 2 pa ga bosta polulala z močnim curkom. Cekine je treba nositi na tehtnico toliko časa, da se prevesi. V tej igri stavijo Italijani na Valežane, Valežani pa vlagajo tudi džokerja. Denis, c'est à toi. Nada bo v prvem krogu ovirala švicarskega konjarja.
Za 20 konjskimi repi se skriva zanimiv prizor. 8 gasilcev čaka na nesrečni potek tistega, ki ga potem zalije vodni curek. Vsak konjar pa ima 3 repe, za katerimi se skriva po kilogram cekinov. 2 kilograma pa prevesita tehtnico. Iznajdljivi Švicar se je zataknil ob konjsko nogo. Grk. Portugalec je zmagal. Tudi Grk je končal. Tla so spolzka, polita so z vodo in z detergentom. Češka tehtnica je ostala prevešena, tudi ko je sodnik vrnil teži. Končno je uspelo tudi Švicarju, Nada ga je odlično ovirala. V prvem delu 8. igre je vsem tekmovalcem uspelo prevesiti tehtnico. Najhitreje pa je to storil Portugalec, za njim Grk, Čeh in na koncu Švicar. Italijanska razglednica. Saracenski viteški turnir je edinstveno tekmovanje, s katerim vsako leto oživijo prastari duh toskanskega mesta Arezza. Arezzo je v ponos tudi čudovit cikel fresk Piera della Francesca z naslovom Legenda pravega križa. Piazza Grande v osrčju mesta spominja na kulise saracenskega viteškega turnirja, znan pa je tudi po sejmu starin. Kot povabilo velja omeniti lahkotnost porcelanastega vrča kiparja Benedetta de Majana v cerkvi posvečeni Santi Mariji delle Grazie. Kodilice in konji so spet lepo eden ob drugem v tem našem hlevu. Tokrat se cekini skrivajo pod drugimi repi. Ali pa ne, kdo ve, okrog njih se je spet motal Denis. Rok je slovenski konjar. 8. igra je ena zadnjih priložnosti, da se naši odlepijo od predzadnjega mesta. Škoda le, da je v tej igri težko kaj predvidevati, tla so spolzka. In veliko je odvisno tudi od dekleta, ki ovira. Roka ovira Grkinja. Škoda, škoda. 1 kilogram cekinov je šel po tleh. Tukaj je Maltežan. Včeraj mu je uspelo priti samo do enega repa. Čehinja je stala kot ukopana in ves čas se mu je smejala. Madžar je že končal. Madžarska tehtnica se je prevesila. Čehinja se ne da.
Rok kaže sodniku, da je že potegnil vse 3 repe s cekini in da lahko gre pobirati po tleh. Maltežan pa vleče Čehinjo kot kakšen mlad kuža na sprehodu. A zbral je moči še za en poskus. V drugem delu 8. igre je najbolje vlekel Britanec, za njim Madžar, potem Slovenec in na koncu Maltežan. Seveda, Grki so že ne take zatigle, Afrodite so navajene vode, pa žajfnice. Ni šlo. Zmagovalci 8. igre pa so Portugalci, drugi so bili iz Walesa, 3. Madžarska, 4. Grčija, Slovenija na 7. mestu in 3 točke. Po 8. igri vodi Wrexham 70 točk, na drugem mestu Jihlava 61 in Kaločas skupaj. Potem pa Moura, Arezzo in na 8. mestu Ljubljana z 41 točkami. Če je Ljubljana vinsko mesto, je Slovenija vinska dežela. Vinogradnikom pa vsako leto nekaj grozdja ukradejo škorci. Proti njim so naši ljudje že v preteklosti uporabljali posebne zvočne naprave klopotce, ki so jih z glasnim klopotanjem odganjali. Trgatev je bila tako rešena in pomenila je splošni krajevni in družinski praznik. Sočni grozdi še niso zreli za obrente, vendar pa jim škorci ne dajo miru. Vinogradniki hitijo v gorco postavljati klopotec, ko se bo oglasil, bo igre konec. Tisti škorec, ki bo do takrat nabral največ, bo zmagovalec. Na Ljubljanskem gradu pa stavi Portugalska na Slovenijo. Slovenija pa ima v tej igri svojega džokerja. Na naporno pot bo vinogradnike in škorce poslal Deni. Klopotec bosta za Slovenijo postavljala Lorin in Katja. S tem bosta ovirala Britance. To pa je odločilna igra, se bo našim uspelo odlepiti od ozadja. Tu je Joker, treba iti na vse. Sicer bo v tej igri klopotce postavljajo Čehi in sicer Švicarjem, Maltežani, Italijanom, Slovenci, Britancem in Madžari Grkom. Škorci pa so Švicari vijoličasti, Italijani svetlo modri, Britanci rdeči in Grki temno modri. Tale klančina je dolga 3 metre, naporna za škorce. Njihova stopala s krempljički niso prav nič ostra, a jim večkrat zdrsi. Lahko padejo direktno na kljun, v katerem imajo skrite roke. S kljuni pobirajo grozde in jih nosijo v košaro, tam so ostre bodice, tako da baloni počijo, tekočina pa odteče v steklenico. Grški škorec za letom. Bo uspel? Las mu je uspelo. Pa padec Italijana tamle. Maltežani še vedno postavljajo klopotec. A Britanci imajo še veliko grozdov, padec britanskega škorca. Britanski škorci imajo še veliko grozdov. Mogoče se bo celo naš klopotec oglasil, preden bodo vsi 3 britanski škorci uspeli pobrati vse grozde strte. Ja, naš klopotec se vrti! Bravo Lorin, bravo Katja! Uspelo nam je, preden so nam britanski škorci pobrali vse grozdje. Ja, kako nemoglo ležijo pod klančino, prav jim je.
Pa tale zgubljeni švicarski škorec. Zalet Grka. Ja, Grku je uspelo. No, pa pristanek na zadnji. Ja, vinogradniki so postavili vse klopotce, tako da bo igre konec. V prvem delu 9. igre so bili najuspešnejši italijanski škorci, potem Švicarji, za njimi Valežani, ki sta jih ovirala naša dva vinogradnika, in potem še Grki z 19 litri tekočine. Pozdrav z Portugalske. Moura je majhno mesto na jugu Portugalske, 240 km oddaljeno od Lizbone. Moura se je razvila iz prazgodovinskega utrjenega trga, ki je dosegel vrhunec svoje slave v času romanske vladavine. Mesto takoj pritegne obiskovalca ali popotnika, očara ga svojo podobo. Mesto, tako rekoč naslonjeno ob trden grad, predstavlja kup majhnih belih hiš kot zrcalo skromnosti prebivalcev. Ob majhnih maureških dimnikih pa se v nebo dvigujejo tudi višji, ki dokazujejo napredek in obstoj novejše industrije. Otroci pred trgatvijo niso smeli v vinograd, starši so jim govorili, da pod vsako trto spi kača. In ko se je bralo, so morali brači žvižgati. Zdaj lepa bo zažvižgal Deni. Slovenski škorci, Sergej, Eva in Nataša. Zbrati morajo več kot 40 litrov mošta. 40 litrov so ga imeli Italijani, ki so dobili prvi krog. Torej lepo gumno naprej. Temnozeleni škorci. A vsi trije bodo prišli čez. Ja, vsi trije so čez. O, špaga mađarskega škorca. A Mađar malo zanaša. Naše ovirajo tokrat Grki. Grka jim postavljata klopotec. Poleg naših po tej igri še Čehi, Maltežani in Mađari. Tista Grka, ki ovirata nas. Slabo ima gre, to je dobro, to je dobro. Pa naša posoda, ja, do polovice je že polna, to je 25 litrov, 50 litrska je ta posoda. Še 15 litrov. Ja, tudi Čehi so že nekaj na polovici. Težke so te jagode, vsaki je liter in pol, na ogrodju pa je 6 jagod. Poglejte, slovenski elegantni škorec. In spust po klančini navzdol. In tale pa ni uspešno, kako je skrivil klon revež. Naša posoda pa je že skoraj polna. O, kaj je tam z Maltežanko? Malteški škorec je zgleda padel po klančini. Poglejte, v levem spodaj, kot je naša posoda, skoraj polna je bila. Zmagali smo v tej igri, poglejte posodo, polna je, to je več kot 50 litrov. Več kot drži posoda, Slovenija bo v tej igri zmagala. To bo 9 točk, pa Joker 18 točk. Bravo Sergej, bravo Eva, bravo Nataša. No, tu se Mađari še trudijo, mi smo končali, slovenski škorci so končali. To je krasen Joker, ja, odločilna bo zdaj še 10. igra, še 10. igra bo odločilna. Bravo naši, uspelo jim je. No, mađarski škorci pa kar naprej, lezejo in lezejo. Tam se je z letečim prijateljem iz Malte nekaj pripetilo. Upam, da ni kaj hujšega, no. Ubogi škorec malteški mali. Ja, Deni je zapiskal in rezultati. V drugem krogu 9. igre daleč najuspešnejši slovenski škorci s 50 litri, potem Čehi s 40, Mađari s 24 in Maltežani s 22. Mislim, da smo zmagali, to smo tudi pričakovali, zato smo stavili Jokerja. Šlo vse po načrtih,
Včeraj smo namreč imeli manjše probleme z dekletoma, ki ima je bil kostum prevelik in danes so jima popravili in tako da šlo vse po načrtih. Vrstni red v 9. igri, zmaga Slovenije in 9 točk z Jokerjem 18. Portugalci so dobro stavili. Čehi 8 točk, Italijani 7, Švicarji 6. In zdaj popravljeni vrstni red po 9. igri. Na 9. mestu Melija, na 8. Kefalonija, na 7. Valleon Zernone, na 6. Arezzo, na 5. mestu Ljubljana z 59 točkami, pred njimi s 65 Kaloča, pa 66 Moura, 69 Jihlava in na prvem mestu zaenkrat Wrexham s 75. Butare za cvetno nedeljo so v Ljubljani nekaj posebnega. Ljubljanska je razvojno sicer najmlajša, saj izvira iz 30 let tega stoletja. Narejena je iz šibja, oblanja in zelenja. Oblanje je živo pobarvano, nam pa navesijo tudi jabolka in pomaranče. Slovenske butare so silno različne. Lahko so v obliki škornja, knjige, potice, živali. No, za igre brez meja pa je bila najprimernejša ljubljanska. Sestavljalo jih vseh 9 ekip hkrati, saj stave ni več. Tudi Jokerjev ni, vse točke se štejejo dvojno. Igra pa bo potekala takole. Dekle visi na vrvi, en fant jo bo svojo vrvjo gugal, tako da bo dosegla nosilni drog butare in nanj natikala dele, ki jih bo podajal drugi fant. Denis, c'est à toi. Zoran, Rok in Nada so naši upi v zadnji igri. Če se bodo dobro odrezali, če bodo zmagali, so lahko celo drugi. Vsako dekle ima 6 barvastih delov. Nadi gre odlično, Nada je zaenkrat najboljša. Prehitela jo je Grkinja. Dajmo, dajmo. Čehinja je bila včeraj na generalki odlična, danes pa se ji zatika, danes se guga prav nasprotno smer. To je odlično za Nado in za našo ekipo. Poglejte, kako so uigrani. Ugotovili so, da je bolje, če Zoran Nado malo zadrži, tako da se dobro pripravi in nacilja na pravo mesto. Grkinja ima samo še zadnji konec. Grkinja je končala. Nada pa ima še vedno odlično drugo pozicijo. Samo še en del ji manjka. Bravo, Nada! Bravo, naši! Bravo, Slovenija! To je 16 točk v tej igri. Mislim, da je to dovolj za drugo mesto. Ljubljanske butare in Ljubljančani, to gre pač skupaj. Bravo, Zoran! Bravo, Rok! Bravo, Nada! Italijanka je končala jezna. Čehinja pa danes ne more in ne more. Ja, tale pušeljc je najteže natakniti. Dekle ga mora držati navpično, zato da ga lahko natakne na drog. To pa je onemogoča, da bi dobro pogledala, kam gre. Ampak Nada je dobro vedela, kaj dela. Zoran jo je tako pazljivo gugal na tej vrvi, da je končala kot druga. Komaj čakamo na rezultate, da bomo videli, ali je res teh 16 točk zadostovalo za srebrno drugo mesto za Ljubljančane. To bi bilo res neverjetno. Po 8. igri so bili še pred zadnji in zdaj v zadnjih 2 igrah odlični. Tudi Madžarka ne more natakniti tega pušeljca na drog.
No, pa ji je le uspelo. Portugalka, Maltežanka in Čehinja se še trudijo, no, Portugalki je tudi uspelo. Naši pa računajo, je to dovolj ali ni? In v odločilni 10. igri, drugo mesto je 16 točk za Slovenijo, zmaga Grčije 18 točk, Švica 3., Velika Britanija 4., Mađari pred zadnji in Čehi zadnji. Neverjetno! Vrstni red na koncu ljubljanskih iger. 9. mesto Melija Malta. 7. delita Areto iz Italije in Grčija, Kefalonija. 6. mesto Valeon Zernone Švica. 5. Kaloča Mađarska. 4. Ihlava Češka. 3. Portugalska Moura. 2. mesto Ljubljana Slovenija. In zmagovalci Wrexham iz Velike Britanije. Podelitev priznanj za 3. mesto ga bo izročil odgovorni urednik razvedrilnega programa televizije Slovenija Mito Trefalt. Na 3. mestu Portugalska Moura. Za drugo mesto ekipi Ljubljane izroča ekipe Monca župan gospod Jože Strgar. Zmagovalcem ekipi Wrexhama iz Velike Britanije pa bo fantka s piščalko Radio Televizije Slovenija podelil gospod Luciano Gigante, predsednik komiteja Iger brez meja pri Euroviziji.